Dober dan. Danes je z nami Santiago Martin, Španec, ki že 15 let živi v Sloveniji, že več kot 10 let predava na Fakulteti za družbene vede. Je poročen s Slovenko in ima dva otroka in dva fanta. Ja. In tako postaja nekako tudi sam vedno bolj Slovenec. Ja, v bistvu, ko grem v Španijo na počitnice, vsaj enkrat na leto, trenutno rečem, da ko grem v Španijo, grem na počitnice. Pa ko pridem nazaj, pridem domov. Si doma v Sloveniji, ne? Ja, seveda. Ne? Ker ko sem v Španiji, pa recimo takoj pogrešam Slovenijo. Ne? A lahko primerjava nemogoče? Po eni strani špansko družbo in po drugi slovensko. Ja, skoraj nemogoče, ne? Ker ena je velika država, približno mogoče 46 milijonov prebivalcev, Slovenija 2 milijona. Čeprav vi imate lep izraz, vi rečete španska vas, to je španska vas. Ne? To mi nimamo, mi nimamo, to je slovenska vas. Ne? Tako, ampak smo pa španska vas za Špance velikokrat, ne? Kot smo se pogovarjali. Velikokrat pa Španci sploh ne vejo, kje točno je Slovenija. Ne? Ti prihajaš iz Granade, iz Andaluzije. Ja. O Španiji je veliko govora v medijih, zelo apokaliptično slikamo, že nekaj let, ne? Ravno kar si rekla, apokaliptično, ne? To mogoče preveč mediji poudarjajo, da je kriza, čeprav kriza je vedno bila, recimo nikoli ni v redu. Če bi bilo v redu, tudi ni bilo v redu, ne? Se pravi, eni problemi morajo biti, ne? Morajo biti problemi, seveda, so še vedno naprej, ne? To je to, ne? No, ampak kriza v tem smislu, ne? Španija je bila prisiljena zaprositi za pomoč, za banke. Govorimo o veliki brezposelnosti, več tudi 50% med mladimi. Ti redno odhajaš v Španijo, vsaj enkrat na leto greste z družino za 2 meseca, ali kako si rekel, ne? Verjetno opaziš, kako se spremenijo. Ja, seveda se spremenijo, seveda ljudje okrog mene, prijatelji pa ali izgubijo službe, ali manj delajo, ali več delajo, so manj denar, ne. Recimo tudi vidim tam na jugu v Granadi imamo eno veliko francoski trgovino, to je Carrefour, kot tukaj imate Leclerc. Mogoče recimo 8 let nazaj, 10 let nazaj je bilo Carrefour, je bilo vedno polno, ne. Španci so tam hodili kupovati, ne. Zdaj vidijo, da Španci manj grejo tja v Carrefour, pa grejo na druge trgovine, ne, španske trgovine, ne. Izberijo, ne. Če vsaj je kriza, potem vsaj da denar dobi Špance, ne pa tujke. Se pravi, da nekako hočejo podpirati špansko, lokalno, ne. In se vidi, da Carrefour, na primer, kaj jaz sem videl, ne, v Granadi, pa čim manj ljudi hodijo tja, pa manj lahko kupovati tam. Ti si prej tudi opozoril na ta element solidarnosti, ne, o tem tudi v medijih veliko pišemo. Ja, to je zelo pomembno tam, ta solidarnost, ne, jaz imam prijatelja, imam na primer moja mama, ne, v enem teh skupino, ne, ker oni so dobili en lokal od občine in tam menjajo stvari, ne, obleke, potrebščine za šole, omare, vse, ne, vse, kaj naprimer ti imaš preveč, pa oddaš tja in pride nekdo drug, ki to mogoče rabi in dobi tole, ne. To socialno mrežo je zelo pomembna, zelo podpirajo ljudi, sosedi, družino in to manj vidim tukaj tole, ne, recimo, ne. Tudi sosedi med sabo se ful pomagajo. Si pomagajo, so povezani. Družina je sploh celica. Ja, še vedno družina je institucija, ne, seveda, ne. Tukaj manj vidim, ne, naprimer še vim v bloku, pa še vedno ne vem točno, kdo, ne. Kdo je kdo sodi kam. Pa kdo s kom je, ne. To je zelo pomembno tudi vedeti, ne. Tako. Politika. Ja. Nekako se zdi, ne, da je razdeljena tako, na eni strani španska politika so socialisti, ki so zdaj v opoziciji in po drugi strani ljudska stranka, ki je na oblasti, Rajoy, premier Rajoy dela določene korake nazaj, ne? Ja, ker Rajoy je desničar, recimo, ne, desnična stranka v Španiji je to ali vse ali nič, ne, ali imamo PSOE ali imamo PP, ne, to je vedno takole, vedno, mogoče bo vedno takole. Če je PP, pa vedno recimo korak nazaj, če je PSOE, probajo vsaj korak naprej delati. Se pravi, desničari stopajo nazaj, socialisti naprej. Zdaj so zopet kaže, ne, je videti, da bodo stopili korak nazaj s tem zakonom o umetni prekinitvi nosečnosti. Tako? Ja,
to je normalno, ne, recimo za njih, ne, za njegovo oblika in njegovo ideologijo in dejanje. Ampak tako z vidika neke demokratične Evrope je pa problematično, ne, kot opozarjajo tudi po drugih državah, članicah. Ne. Mogoče bo treba počakati, da bo prišla, ko bomo imeli druge volitve, da bo prišla spet PSOE in da bo potem to popravila. Tako se pravi, korak nazaj, dva naprej. Ampak to je vedno tako, to smo navajeni na to. Tudi šolski sistem se spreminja skozi, ali knjige, ali način učenja, ali vse, odvisno od kdo je na oblasti. Neke druge stranke, neke druga civilna gibanja, ki so vzniknila v zadnjih letih, ne dobijo prave priložnosti, se zdi. Primer je to gibanje ogorčenih, indignacij. Ja, so provali, so hoteli, ampak... Napisali manifest celo. Ampak mogoče pretisk, mogoče ljudi tudi se navajajo na tem, ne. So prišli, so povedali, kaj hočejo, smo slišali, kaj hočejo, ampak potem čas mine, pa potem pridejo drugi problemi, ne. Kralja tudi zelo problematizirate v zadnjem času. Čeprav kralj, španski kralj Juan Carlos je bil zelo pomemben figur za tranzicije, diktature, demokracijo in še vedno mislim, da upoštevajo, kaj je naredil. Kaj je naredil, je bil zelo pomembno. Čeprav osebno mislim, da mogoče je čas, da odda svoj stol sinu, recimo, ki bi bilo na vrsti, biti kralj. Se samo zdi, ali da je frankizem na nek način še tabu? Španska demokracija je mlada. Tabu ne. Jaz bi rekel, da frankizem so vedno majhne skupine, ki še vedno pravijo, da ko je bil Franco, je bilo red, je bilo policija, je bilo vse v redu, ne vem kaj, ampak to je manjšina. Jaz osebno mislim, da frankizem ali Franco je zgodovina. Je zgodovina. Čeprav lahko beremo o ukradenih otrokcih, recimo danes. Ja, ampak še vedno Španija je vesela, da je to prišla mimo, da Franco je šel. Ko Španija je šla v demokracijo, pogled v Evropo, to smo vsi ocenili, smo vsi bili hvaležni za to. Zdaj pa v bistvu literatura, umetnost v bistvu nekako prebavlja. Čeprav literatura se ukvarja s tem, seveda, to je naloga literature, da se ukvarja s tem, pa kaj je bilo državljanska vojna, pa potem Franco, to je seveda tema za nekateri umetnosti, seveda, to pa. Kaj bi rekel, ti je všeč v Sloveniji? Ja, super, ja. Kaj ti je všeč? Kaj je tisto, recimo, kar meni všeč, naprimer, da... Pa si pogrešal v Španiji, recimo? Seveda pogrešam Španijo, če jaz recimo ne grem, ponavadi grem vsako leto, pa če ne grem, snorim, zato grem. Znoriš, ja. Moram iti, seveda, moram videti mojo državo, ker v bistvu je to moja država, ampak tukaj, hvala Bogu, se počutim zelo dobro, mislim, da Slovenija je varna, s primerjavo Španijo, ker v Španiji je tako glasna, tako kaotična, tako gužva, mi imamo terorizem, to seveda ima vpliv na druge zadeve. Se pravi, zame Slovenija je idealna kombinacija, da imaš vse blizu, da je majhna, da je velika mesta, čeprav ko pride Španec tukaj, pa vidi Ljubljana, mislim, da to je španska vas. Pomirja malo Slovenija, ja. Španija je nemirna, če govorimo o teh velikih mestih, Madrid, Barcelona in tako. Ja. Katalonija je tudi eno vprašanje danes, te njihove zahteve po neodvisnosti, referendum bo letos. To še dolgo hočejo, še dolgo zahtevajo na demokratičen način. Bomo videli, kaj bo in kako. Čeprav osebno mislim, dokler bo kralj, pa dokler bo konstitucija, ki reče, da Španija ne moremo razdeliti, pa Španija je ena in tako naprej, mislim, da nimajo kaj dosežeti. Čeprav nikoli ne veš. Mogoče, če bo Juan Carlos mogoče šel, pa bo prišel Felipe, njegov sin, glih to je ena naloga, ki mora rešiti, kaj bo, kako bo. Rešiti razmerja med Madridom in Barcelono. Pa terorizem, pa še druge zadeve. Ampak tale bo mogoče tudi bila
bo mogoče ena pomembna naloga. Ne. Ti si tudi rekel, ne, da se Španija razdeljena, no, jasno, na 17 avtonomnih skupnosti, ki nekako živijo vsaka sama zase, ne, da se Andaluzici ne zanimate pretirano. Ker vsak ima svoj parlament, ima svoje zadeve, pa če si v Granadi ali če si v Andaluziji, pa zate Andaluzija je to pomembno. Ne. Kaj se dogaja v Madridu je ok, je Španija, pa je daleč. Ne. Kaj se dogaja v Barceloni je še bolj daleč. Je kot vesolje, ne, recimo. Ne. Čeprav ima vpliv na vsem, ne. Ampak Španci ponavadi to tako doživijo to. Koliko imaš pa občutek, da se v Sloveniji zanimamo za Španijo, za špansko kulturo? Veliko, čeprav ta interes je bilo pred letimi, je bilo mogoče še bolj, ne, ko je prišla ta val telenovele iz Amerike, iz Latinske Amerike, ne, ker niso bili španske. Ampak španščina je bila popularna, ne, recimo. Ne. Mislim, da je to malo minilo, ne. Druge jezike so prehiteli, ne, recimo ta interes, ta moda, ne, modna muha, ne, minila. Ampak še vedno, če si Španec ali španščino je malo eksotično ali malo apart. Ne. Tako, no, samo meniva, ne, tudi tvoja žena je prevajalka iz španščine. Zanimivo se meni, saj zdi, da se pogovarjata v Sloveniji v španščini, vidva, ne, zate je nekako Španka, ne? Ja, sama je, če govori slovensko, pa ne razumem, ne, pa ni ista, ne. Čeprav jezik je pomembna, ne. Ja, tako, se pravi, da... Jezik naredi identiteta, ne. Tako. Za konec še Real Madrid ali Barcelona? Granada. Čeprav sem malo sledil, kako je igralo Real Madrid. Jaz sem veliko maral, sem veliko sledil ta Vicente del Bosque, trener, ne. Potem sem drugi igralci tudi sledil, ne. Pa tudi Barcelona, Pep Guardiola. Ampak zdaj, ko je Granada igra v prvi ligi, seveda moram navijati za Granado. Če ne, sploh ne morem priti nazaj domov, ne recimo, ne, v Granado. Prav. Hvala lepa. Evo, super, hvala.